Kako ste v opoziciji zadovoljni s predlogom, ki ste ga dobili od vodstva Državnega zbora glede delitve vodenja delovnih teles? Ja, predlog je bil dan na mizo, nekoliko odstopa od načela sorazmernosti, delitve vodstvenih funkcij v delovnih telesih. Tudi ena izmed komisij, ki se sicer ustanovi kasneje, ni bila v tem predlogu upoštevana. Praviloma pa to komisijo vedno vodi predsednik Državnega zbora, to je ustavna komisija. Dogovorjeni smo, da koalicija na osnovi tega dogovora pripravi nov predlog, nov razdelilnik in da se v najkrajšem možnem času ponovno dobimo in oblikujemo predlog potem za razpravo na poslanski skupini. Se pravi, pogovori prvi so bili konstruktivni, opozorili so na nekatere nedoslednosti oziroma pomanjkljivosti in jaz sem prepričan, da jih bomo v naslednjih dneh odpravili in našli skupen predlog, ki bo sprejemljiv torej tako za opozicijo kot za koalicijo. V tem trenutku lahko povem samo to, da v poslanski skupini Socialnih demokratov nismo naklonjeni ustanavljanju preiskovalnih komisij v vlogi, ki jo seveda imamo kot koalicijska stranka, seveda pa težko napovem naše ravnanje v prihodnje, ko se bodo posamezne zadeve pač odpirale. Rekli ste SD 9 odborov, kako pa ostale potencialne koalicijske partnerice LDS, Zares in Desus? Zdaj govorim zelo na pamet, ampak mislim, da ima Desus podpredsednika Državnega zbora in vodenje enega delovnega telesa, da ima Zares dva delovna telesa in predsednika Državnega zbora, ki bo ali pa ne hkrati vodil tudi ustavno komisijo, to je stvar dogovora. Nikjer ni opredeljeno, da mora predsednik Državnega zbora voditi ustavno komisijo, lahko se dogovorijo tudi drugače. In pa LDS, mislim, da smo predvideli vodenje dveh delovnih teles. Kaj pa opozicija? Zdaj vam težko na pamet, SDS 5, seveda plus podpredsedniško mesto, Slovenska ljudska stranka vodenje enega odbora, mislim, da smo predvideli en odbor tudi za, ali komisijo za Slovensko nacionalno stranko, ki prav posebnega interesa za to ni izkazala, že na današnjih pogovorih si želijo tudi nekaj več podpredsedniških mest in pa manjšine pa seveda vodijo komisijo za narodnosti in pa upoštevali smo njihovo željo oziroma napoved v tem trenutku, v katerih delovnih telesih želijo sodelovati. In še en pomemben dogovor je bil danes potrjen, čeprav je to tudi po poslovniku že opredeljeno, da omogočimo vsaki poslanski skupini, da sodeluje v delovnih telesih, v katerih želi. To nam seveda lahko ta izračun še nekoliko spreminja v prihodnje.